Pozdravljeni, v oddaji Ambienti vas tudi danes speljamo po izvrstnih slovenskih hišah in stanovanjih. Kaj imata skupnega gradnja našega doma in vrhunski šport? Marsikaj. Začne se z idejo oziroma s ciljem. Nekdo pred očmi vidi olimpijsko kolajno, nekdo drug svoje idealno domovanje. Ampak, kot pravijo športniki, vsak bi stal na zmagovalnih stopničkah. Le malo kdo pa se je pripravljen potiti. Športniki dobro vedo, da do sanjskih dosežkov vodi veliko manj sanjska pot, ki jo tlakujejo odrekanja, napori, skrbi, disciplina in optimizem. In vse našteto je odlična popotnica za vsakega, ki se loti gradnje ali prenove. Zato verjetno ni naključje, da smo vrhunsko hišo našli pri vrhunskem športniku. Športnik, ki ga bomo obiskali, je vajen, da svoje največje uspehe niza na temperaturah krepko pod ničlo. Medtem ko se je na snegu in mrazu na drugem koncu planeta boril za olimpijsko odličje, pa je v njegovih domačih krajih neka čisto druga ekipa zavihala rokave in mu v prav tako ledenih razmerah pripravila prvovrstno presenečenje. Že vse življenje je tesno povezan z naravo in športom. Kmalu po prihodu v Ljubljano je ugotovil, da življenje v stanovanju ni ravno zanj. In tako je naš srebrni olimpijec Jakov Fak za gradnjo hiše, v kateri živi danes s svojo družino, izbral parcelo s pogledom na Julijske Alpe. Miha, vi ste izdelali načrt tega domovanja. Povejte mi, koliko gre za tipski projekt iz kataloga in koliko individualnih želja sta tukaj imela naročnika, torej Jakov in Mateja. Res izhajamo iz tipske hiše. To je bila hiša Opus 163, ki je investitorjema še najbolj odgovarjala. Z njo smo dejansko uspeli ujeti zahteve prostorskega akta in predvsem njune želje. S premišljenimi intervencijami je hiša dobila svojstven arhitekturni izraz in se nevsiljivo vključuje v okolico. Arhitekt je velik poudarek namenil zasteklitvam, ki na severozahodu omogočajo pogled na Julice in Triglav, drugod pa ponujajo stik z bližnjo naravo in vrtom. Hiša je seveda že sama v svoji zasnovi odprta, je zelo bogato zasnovana in zdaj na željo investitorjev smo pa določene stvari še posebej izpostavili. Povečali smo kuhinjo, dodali smo neke dimenzije za sam otok, izkoristili smo prostor za shrambo. Zgoraj enih nekaj detajlov, ki so dejansko bili želja, vogalno okno v kopalnici, pogled proti Bledu, ki je edinstven. Hiša meri 168 kvadratnih metrov. Svež zrak v notranjosti zagotavlja prezračevanje z rekuperacijo. K prijetni atmosferi pa ogromno prispevajo tudi naravni materiali. Dejansko je hiša lesena, na leseni konstrukciji. Obloge so mavčno vlaknene, sama izolacija je pa popolnoma naravnega izvora. V konstrukciji je celuloza, na fasadi pa lesna vlakna. Gospod Lukič, vi ste bili vrhunski športni plezalec, celo državni prvak v plezanju. A bi rekli, da ste karkoli iz športa prenesli zdaj na podjetništvo oziroma na hiše, ki jih gradite? Zagotovo. Skozi šport sem razvil neke lastnosti, ki jih seveda kar čez noč nisem mogel pozabiti. Te lastnosti so zagotovo neka ciljna orientiranost, težnja po perfekciji. Seveda poskušaš to prenesti tudi na svoj tim ljudi in rezultat tega so zelo dobre hiše, ki v Lumarju delamo. Na drugi strani sem se pa seveda veliko ukvarjal tudi z alpinizmom, veliko časa preživel v naravnem okolju, zato mi je kakovost tega okolja izredno pomembna. Tretja stvar pa, skozi alpinizem se naučiš tudi odgovornosti. Velikokrat tam ni možnosti za popravek. Se pravi, če si sprejel neko napačno odločitev, je ta lahko dokončna. In tudi naši kupci, ki kupujejo naše hiše, nimajo ponavadi priložnosti narediti še eno hišo. Zato je tudi ta odgovornost, ki jo imamo tukaj, za nas izredno pomembna in se zavedamo. Kakšna je pa energijska učinkovitost tele hiše? Ja, hiša je zelo učinkovita. Spada v razred pod 15 kWh, temu smo včasih rekli pasivne hiše, danes se vedno bolj uporablja izraz skoraj nične energijske hiše in Lumar je razvil tudi svoj koncept skoraj nične energijske, zero emission living. Tukaj imamo, se pravi, opravka z hišo, ki je grajena iz ekoloških materialov, ki uporabijo izredno malo energije v času pridobivanja, izredno
prijetno vplivajo na bivanje v času uporabe. Drugače pa hiša, tovrstne hiše porabijo na letnem nivoju za ogrevanje cirka 100-130 evrov, kar je izredno malo in menim, da z tem tudi izredno dobro doprinesejo k čistejšemu okolju, seveda na dolgi rok. V čem se tale hiša, v kateri sva sedaj, torej hiša Jakova Faka, razlikuje od drugih, ki ste jih naredili? Ja, pri Jakovu je bila res posebna situacija, ker so njegovi prijatelji, znanci, družina nekako imeli željo presenetiti ga, ko se vrne z olimpijade, so tudi naši ljudje, predvsem moram reči tudi naši monterji, takrat malo stisnili zobe in smo hišo zgradili v res, lahko rečemo, ekstremnih zimskih pogojih. To presenečenje, ki smo ga izvali, ta neka Jakova hvaležnost, ki jo je izkazal takrat, ko je prišel nazaj, je na nek način tudi poplačala ves ta trud, ki je stal za tem in včasih niti ni viden. Torej delate tudi pri -20, ne? Izjemno malo, se potrudimo, če je potrebno. Kako je pa potekala komunikacija z Jakovom in z Matejo? Komunikacija z Jakovom in Matejo je bila zelo precizna, vezana sicer na omejitve obveznosti, ki jih je imel Jakov v športu. Dejansko smo bili omejeni na nekaj sestankov, predvsem smo pa komunicirali preko telefonov, preko mailov in se zelo hitro približali končni rešitvi. Jakov in Mateja, hvala lepa, da smo lahko v vajini hiši. Povejte mi, kako sta načrtovala tole vajino domovanje, kdo je bil kaj bolj zadolžen za določena področja? Pa nekako sva skupaj načrtovala celo hišo od začetka. Ko sva kupila parcelo, sva bila tukaj doskrat pogledat, Mateji je bilo celo prevečkrat. In potem so se nekako odločila, kako bi najina hiša izgledala in koliko bi bila odprta do okolice. Kako sta se odločila in načrtovala interjer? Kdo je zbiral pohištvo, barve, materiale? V glavnem jaz. Ja, tisti, ki je doma. Ja, ker jaz ne maram preveč barv, tako da sem šla tako na take ene neutralne barve, recimo tako les, pa siva, pol ta temno modra in pol lahko včasih, če hočeš kakšno barvo dati noter, tako paše v bistvu vse barve. Lahko kakšni pošter zameniš, pa ne vem, kakšen zaveso, pa tako pa spet prostor izgleda malo drugače. Zelo lepo v stanovanju delujejo vrata, ki so v vseh etažah do stropa. Čigava ideja je to bolj? Moja. Pa mislim, da žena, V bistvu sem to zagledala pri enem prijatelju in potem sem iskala taka vrata, da so res visoka. Sem šla na TSM lansko leto in sem pol zbrala, da hočem ta vrata imeti in so ta vrata noter. tako, strinjam se. Je pa zelo en tak lep detajl. Ja. In vsi v bistvu, ko pridejo noter, občudujejo ta vrata, da so res taka lepa. Tudi košarkarjem prijazno bajta. Ja. Mateja, kateri je vaš najljubši prostor v hiši? Pa jaz bi rekla otroška soba, vedno je tako. Mamice vedno največ časa posvetimo otrokom, tako da tudi ta sobica mi je bila tak izziv v bistvu, ker sem točno vedela, kaj hočem noter, pa tole se, pa sem tudi tapeto sem sama dala gor, posteljo sem narisala sama, točno sem vedela, kakšno preprogo hočem, pa sem ji 2 meseca po internetu iskala, da najdem. In tako. Še en gugalnik zanimiv noter v sobi. Ja, gugalnik je, v bistvu ta gugalnik je, ko sem bila noseča, sem hotela tak en starinski, masivni gugalnik in sva ga iskala kar par mesecev, ne. Ja. Potem sva najdla enega človeka na Bolhi in je nam pripeljal 2 gugalnike, sem enega zbrala in bil je čist tak uničen, dost temno rjav in sem ga pol, ne vem, koliko sem bila noseča, 8 mesecev takrat. Ja. In sem ga sama celega, en teden sem ga obrusila sama in sem ga potem pobarvala še v belo, tako da je zdaj spet v otroški sobi. Kakšni so načrti še kaj z okolico? Ja, kakšno rabimo še ograjo, teraso zunaj dokončati, ampak to bo v kratkem, to bomo vse do zime uredili. Glede vrta je pa tako, da narava dela svoje, pač moraš tudi počasi začeti in potem še kakšno stvar dodajati, ko vidiš, kako se prostor razvija. Se res, kdo pa travo kosi? Midva, ampak bolj malo, tako da imamo toliko dobre sosede, da nam tudi uskočijo, ko nas ni doma.
Jakov, vi ste vajeni ekstremno nizkih temperatur, a si kdaj v tej hiši tudi malo spustite temperaturo, zato da se navadite na razmere na tekmi? Samo, ko nas ni doma. Drugače ne, drugače res probamo imeti nekako najbolj optimalne življenjske pogoje. Jaz, glede na to, da probam ves svoj output energije dati ven na treningih in na tekmovanjih, potem želim imeti doma najbolj prijazno klimo do svojega telesa, da se čim bolj spočijem. Tako da zato je tvoja hiša je vedno najboljše zavetišče. Dalaj Lama je nekoč dejal, da je dom tam, kjer smo lepo sprejeti. Kako pa svoj dom doživlja vrhunski športnik, ki je zaradi treningov in tekmovanj skoraj 250 dni na leto z doma? Zame dom pomeni mesto, kamor se vrneš iz popotovanja in tekmovanja po celotnem svetu. Tako da res eno mesto, ki te tvoji najbližji čakajo in ki preživljaš v bistvu, bom rekel, življenjsko še najbolj pomembne trenutke. Še tole bom dodal. Pot do sanjskega doma je res da vse prej kot sanjska. Ampak, ko vam enkrat uspe, se boste vsak dan vračali na prizorišče svojih uspehov. V nadaljevanju vam predstavimo, koliko nepovratnih sredstev vam je na voljo, če se odločite za energetsko sanacijo fasade, in predstavimo zanimivo prenovljeno stanovanje, prilagojeno sodobnemu načinu bivanja. Obnova fasade lahko za posameznika predstavlja konkreten finančni zalogaj. Prav vsaka pomoč in subvencija za to prideta še kako prav. Med ukrepi, ki jih subvencionira Ekosklad, je tudi toplotna izolacija objekta. Ko se investitorji odločajo o prenovi fasad na svojih stavbah, je smiselen ali pa že kar obvezen razmislek tudi o vgradnji izolacije na fasado. Določeni stroški, ki nastanejo pri obnovi fasad, so namreč neodvisni od vgradne izolacije, zato se obnova fasade ne podraži tako bistveno, kot si včasih mislimo. V osnovi poznamo več tipov fasad. Prve so prezračevane fasade, kjer se med zaključno oblogo, naj bo to opeka ali leseno paš, in pa izolacijo vgradi paroprepustna folija in pa prezračevana plast zraka. Večinoma se pa pri obnovah fasad uporabljajo oziroma izvajajo kontaktne fasade, kjer se toplotna izolacija lepi z ustreznimi lepili neposredno na pripravljeno podlago, torej na zid. Seveda je pri izvedbi fasad so zelo pomembni detajli. Od njihove izvedbe namreč je odvisna kvaliteta, trajnost take fasade in tudi končni prihranki pri energiji, ki porabimo za ogrevanje. Ekosklad ima določene zahteve pri sami izvedbi, predvsem kar se tiče debeline in uporabljenih sistemov. V pomoč investitorjem in tudi izvajalcem in inženirjem, ki načrtujejo prenovo fasad, je pa lahko tudi izdelana tehnična smernica za izvedbo kontaktnih fasad, ki so jo pripravili in izdajali proizvajalci toplotno-izolacijskih sistemov, kjer je predstavljena predvsem tehnologija vgradnje posameznih slojev na fasado in pa prikazane tudi tehnične risbe, izvedbe posameznih detajlov, naj si bo to izvedbe okenskih polic, okenskih špalet, stičenje posameznih materialov na fasadi, recimo med coklom in pa fasado, zaključki fasade na ostrešje, izvedba kotov, vogalov in tako naprej. Pri sami izvedbi izolacije toplotnega uvoja je zelo pomembno, da investitor izbere materiale iz istega sistema od istega proizvajalca. To je tudi eden izmed pogojev Ekosklada,
Namreč Ekosklad ima na svoji spletni strani objavljene tudi sisteme, ki ustrezajo zahtevam Ekosklada za pridobitev nepovratnih spodbud. Glede debeline same toplotne izolacije pa je glede na toplotne lastnosti posameznih materialov strani Ekosklada zahtevana debelina najmanj 18 cm, vkolikor izberemo mineralno volno, najmanj 15 cm, vkolikor izberemo stiropor, oziroma najmanj 13 cm, vkolikor izberemo grafitni stiropor. Vkolikor investitorji izpolnijo zahteve Ekosklada, lahko kandidirajo pri njem na ugodne kredite in hkrati tudi na nepovratna sredstva, ki znašajo 20% priznanih stroškov naložbe oziroma največ 12 evrov po kvadratnem metru fasade. Vsi investitorji, ki se odločajo za izvedbo izolacije fasade, so vabljeni v najbližjo svetovalno pisarno En svet, kjer se bomo lahko pogovorili o vseh odprtih vprašanjih, o izvedbi posameznih detajlov in tudi pomagali investitorjem pri pripravi vloge za pridobitev ali kredita ali nepovratnih spodbud. Kako prenoviti staro stanovanje, da ga priredimo potrebam sodobnega načina bivanja? Imamo dober primer. Prej je bil v njem dolg temačen hodnik, poln vrat, ki so vodila v manjše prostore. Sedaj je to odprto in svetlo domovanje z velikim dnevno-bivalnim prostorom, ki nudi različne možnosti uporabe. Poleg tega, da so podrli nekaj sten, so arhitekti za dosego končnega vtisa uporabili nekaj trikov, ki so jih zaupali naši Anji. Prenove stanovanj v starejših stanovanjskih objektih so zelo pogoste, saj so ti večinoma zgrajeni kakovostno in postavljeni na lokacijah, ki so zanimive. Vendar pa so lahko zastareli za sodobni način bivanja. Takšno je tudi to stanovanje, ki se nahaja v stolpnici v neposredni bližini reke Ljubljanice. Lep pozdrav, Petra. Jaz sem pred najinim intervjujem dobila priložnost, da sem si v bistvu pogledala fotografije tega stanovanja pred prenovo in kar težko verjamem, da gre za isto stanovanje, ker je bilo prej bolj temno, veliko hodnikov, zdaj pa tako odprto, zračno. Kako veliko je v bistvu to stanovanje? Stanovanje ima v bistvu ločene sobe, je imelo ločene sobe, nek ozek hodnik z številnimi vrati, tako da stanovanje ni bilo pretočno povezano. Dnevni prostor je bil posebej, kuhinja je bila posebej. Tako da mi smo pa v bistvu zdaj odprli dnevni prostor, kljub mogoče reči relativno majhni kvadraturi. Je stanovanje v 11. nadstropju in dejansko, ko bivaš v teh dnevnih prostorih, ti pogled seže do Golovca, do kliničnega centra, do Alpa, se pravi, da imaš nekako ta radij 10 km okrog. Tloris prej in pa aktualni tloris se razlikujeta, kar pomeni, da ste morali podirati tudi določene stene. Porušili smo lahko določene stene. Zdaj, večinoma nosilne stene ostanejo take, kot so, se pravi, lahko porušaš predelne stene, vrata, odpreš prostore med sabo. Zdaj, v tem primeru smo imeli ta sredinski črn boks, ki deli nekak dnevni del od kuhinje. V tem delu so noter inštalacije za napo, vodo, plin in tako naprej. Tako da mi smo se odločili, da ta del postane nekako osrednji, okrog katerega lahko tudi v bistvu uporabniki potem hodijo, se premikajo, se pravi, da je stanovanje pretočno. Bivalni prostor je tudi, tako bom rekla, fleksibilno zasnovan. Tako lahko dnevni prostor, kavč enkrat gleda v prostor, ko imaš mogoče neko projekcijo s prijatelji, kavč obrneš in gledaš v drugo steno. Bom rekla, tudi sama postavitev jedilne mize ni fiksna, tako da je ta prostor, bom rekla, zelo spremenljiv in se nekako prilagaja čisto vsakodnevnim potrebam. Se pravi, kljub spremembi tlorisa je pa število prostorov v stanovanju ostalo enako. Kako ste dosegli, da deluje veliko bolj odprto, zračno, svetlo? Ja, seveda je ostalo
število sob enako, ne? Predvsem delovna soba in spalnica, to sta dve nekako ločeni enoti. Drugače smo pa v bistvu povezali kuhinjo in dnevno sobo razširili do balkona. Mogoče najbolj za to stanovanje pomembno je pa v bistvu razgled, ne? Ko ti prostor odpreš do oken in vidiš, da si v 11. nadstropju in da imaš celo Ljubljano pod sabo, to daje razsežnost prostoru, a ne? Arhitekti so občutek prostornosti dosegli tudi z uporabo monokromatskih barv oziroma naravne barvne skale. Človeku najbolj prijazne so barve, ki nas tudi sicer obdajajo v naravi. V stanovanju so želeli, in pri tem so bili očitno uspešni, ustvariti spokojno okolje, prostor, ki mu barve dodaja življenje samo. Tako se stanovanje spreminja skupaj s tistimi, ki bivajo v njem in skupaj z letnimi časi. Za dobro počutje je odločilno tudi, kakšne teksture uporabimo v prostoru. Če sedimo na kavču, je pomembno, da je tkanina, na kateri sedimo, iz naravnih materialov. Za jedilno mizo so uporabili les, ki je topel in prijeten na dotik. Toplino v prostor prinese tudi parket, ki je tukaj še posebno opazen, saj je položen diagonalno in nas iz hodnika kar vleče proti odprtemu dnevnemu prostoru. Občutek enotnosti in povezanosti so dosegli tudi z domiselno uporabo mediapana na hodniku. Obložili so ga po celi dolžini, tako da so vrata za garderobno omaro in omaro za čevlje enaka vratom za vhod v spalnico. Materiali se povezujejo tudi drugod po stanovanju. Kamen, ki so ga uporabili za talno oblogo v kuhinji, se nadaljuje v steno ob barski mizi. Kuhinja je bela svetla, z velikim pultom, primernim za pripravo hrane. Nasproti pulta je velik temen centralni del, oblečen v črn ultrapas. Vse stene v stanovanju pa so prepleskane preprosto belo. Stranišče in kopalnica sta bila že prej ločena ali je bilo to ločeno tekom prenove potem? Ja, kopalnica in stranišče sta bila že prej ločena. Kopalnica je tudi zelo majčkena, samo 4 kvadratne metre. Ampak mi smo se vseeno odločili za eno tako udobno kopalnico, ne? Da pač tisto, kar imaš, pa naj bo veliko. Tako da smo se odločili za en tak velik, prostoren tuš in za en tak lep, prostoren umivalnik. Seveda vedno obstajajo določeni vizualni triki, kako povečati majhno kopalnico. Mislim, čisto da naštejem, so to mogoče neko ogledalo, ki da dvojno globino, potem to, da so stene svetle, bele, ki dajo dovolj svetlobe, potem vertikalno položena keramika siva, ki v bistvu naredi spet en tak premik vertikalne in naredi prostor večji. Gospodična Maja, kako pa je z notranjo opremo v stanovanju? Se pravi, v bistvu nekaj je notranja oprema po meri in je v bistvu del arhitekture, nekaj je pa unikatno izdelana oprema in sicer ta jedilna miza in pa tudi obešalnik v spalnici. Ena od unikatnih izdelkov v tem stanovanju je torej jedilna miza, narejena iz masivnega krtačenega hrastovega lesa, ki smo ga tudi malo pobelili. Noge so pomaknjene noter in sicer zaradi same razporeditve stolov okoli mize. Zdaj pa drug še v bistvu predmet v unikatno oblikovanju v tem stanovanju je pa obešalnik. Se pravi, obešalnik je vsakodneven, enostaven, funkcionalen predmet in iz tega vidika v bistvu dober izziv oziroma lepa priložnost za oblikovalsko nadgradnjo. Obešalnik je oblikovan kot stilizirano drevo, zato da v bistvu se zlije z modernimi ambienti. Arhitekt mora znati naročnika poslušati, mu prisluhniti, v bistvu razumeti mogoče njegove navade, želje. Po drugi strani pa arhitekt ustvarja s prostorom tiste željene stvari, ki si jih pa naročnik ne zna predstavljati, tako da tudi neko to razmerje med naročnikom in arhitektom je v bistvu vedno zelo zanimivo, zelo razborljivo, ker v bistvu skozi stanovanje ti tudi kažeš svoj značaj. In tako, ko imaš stanovanje, to večinoma si. Je res, da se tudi stanovanje potem z leti spreminja, ti dodajaš slike, otroke, male živali, ljubljenčke. Se pravi, da stanovanje odražamo uporabniki, ljudje. In arhitekt v bistvu potem z veseljem gleda, kako se to stanovanje uporablja in kako tudi spreminja človeka v tem okolju. Ste morda dobili idejo o drugačnem ali drugem domovanju?
Še več vsebin glede gradnje, prenove in notranje opreme najdete na naši spletni strani www.tvambienti.si. Imejte kar se da uspešen teden in po nove sveže zamisli pridite v našo družbo čez teden dni, ko si bomo ogledali izjemno prenovljeno podstrešno stanovanje in prenovljeno hišo polno zgodb, o kateri so lastniki napisali knjigo.